Dobrodošli na virtualni Evropski noči raziskovalcev Humanistika to si ti. Predstavitev oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani nosi naslov V laboratoriju prevajalca, predstavili pa vam bomo prevajalske poklice. Na oddelku za prevajalstvo smo se s študenti drugega letnika magistrskega študija odločili, da vam predstavimo nekaj prevajalskih in drugih jezikovnih poklicev, saj je prevajalec vedno tudi raziskovalec. Usposobljen je v znanju jezikov, svojega maternega in nekaj tujih, vsebinsko pa mora raziskovati še mnoga druga področja, s katerih prevaja. Tehniko, naravoslovje, družboslovje, humanistiko. Če ni zaposlen v organizaciji, ki se ukvarja z enim samim področjem, je njegov delovnik lahko zelo pester. En dan prevaja kemijsko besedilo, drugi dan tolmači o živalski krmi, tretji dan je lahko na vrsti otroška pravljica. No, ni ravno tako preprosto, ni pa daleč od resnice. Poklic prevajalca uvrščamo med jezikovne poklice. Tja prištevamo lektorje, jezikovne svetovalce, književne prevajalce, znanstveno-tehnične prevajalce, prevajalce avdiovizualnih vsebin, konferenčne tolmače, sodne tolmače, tolmače znakovnega jezika, terminologe, terminografe, leksikologe in leksikografe ter druge jezikoslovne poklice po šifrantu. Strokovnjaki v teh poklicih danes v Sloveniji večinoma delujejo samostojno, mnogi pa so dejavni na več jezikovnih področjih. Gre za poklice in storitve, s katerimi se prej ali slej sreča vsak državljan. Ker ti jezikovni poklici niso vedno zelo dobro poznani, vam bomo danes predstavili književne prevajalce, konferenčne tolmače, sodne tolmače, prevajalce za sinhronizacijo, terminologe, leksikografe, lektorje in prevajalce SP. Pa kar prosim Evo Štuhec in Lucijo Žagar, da začneta s prvo predstavitvijo. Torej, pozdravljeni še z moje strani. Da bi izvedeli več o poklicu književnega prevajalca, sva s kolegico Lucijo intervjuvali prevajalko Matejo Seliškar Kenda, ki je končala študij primerjalne književnosti, francoščine in nizozemščine, ter na oddelku za primerjalno književnost doktorirala iz nizozemske in flamske avantgardistične poezije. Danes pa prevaja predvsem nizozemsko in francosko poezijo, dramatiko pa tudi prozo, tako za odrasle kot za mladino. Prevajalka nama je postregla z odgovori, ki odsevajo zares bogat besedni zaklad, več pa bova povedali v nadaljevanju. No, čeprav prevajalka pove, da je začela književnost prevajati čisto po naključju in da si na začetku ni mislila, da bo to na koncu njen poklic, pravi, da tega, da se je vendarle odločila za poklic književne prevajalke, vse do danes ni obžalovala. V literarnem prevajanju namreč vidi kombinacijo vsega, kar ima rada, torej kombinacijo književnosti, jezikov, branja in pa pisanja. Tisto, kar literarno prevajanje loči od drugih vrst prevajanja, so raznovrstnost ubeseditev, pestrost idejnih svetov, večplastnost ter bogastvo jezika. Ker so profesionalni književni prevajalci pogosto v svobodnem poklicu, marsikdo misli, da je njihovo življenje nekako romantično in bohemsko, no, prevajalka pove, da v resnici temu ni tako in da svobodnjaštvo v resnici od posameznika zahteva veliko discipline, saj si je ob prevajanju daljših tekstov treba delo pametno razporediti, si določiti neko dnevno normo in imeti dovolj časa za korekture ter pa seveda za oddajo ob pravem času. Velikokrat se zato dela tudi ob koncih tedna in pa ob praznikih in zares ogromno časa se preživi pred računalnikom, zato je pomembno, da je prevajalec tako v dobri psihični kot pa tudi v dobri fizični kondiciji. No, kot sem že omenila, Mateja Seliškar Kenda prevaja vse zvrsti, ki jih književnost pokriva, obenem pa prevaja tako za odrasle kot tudi za otroke. Pravi, da je poezija res kot voda, kakor pravijo, težko uloviš. Tudi potem, ko je v bistvu prevedena zbirka že objavljena, jo večkrat srbijo prsti, da bi še kaj popravila za nazaj. Dramatika je v bistvu potem spet nekaj drugega, ker prevod služi uprizoritvi, mora biti živ, sočen in pa otipljiv.
O prozi za odrasle pove, da najraje prevaja romane, ki so čim bolj kompleksni, zapleteni in slogovno zahtevni, polni ugank ter nenavadni, saj se ob tem zares ogromno nauči. Povedala pa je tudi, kakšen bralec je zanjo idealen, in sicer tak, ki je čustveno inteligenten, občutljiv, razgledan in pa načitan in mu odkrivanje novega predstavlja poseben bralski užitek. Kaj pa književnost za otroke? Pravi, da je prevajanje zanje v bistvu ena posebna odgovornost, saj jim lahko prevajalec s slabim prevodom za zmeraj uniči veselje do branja in pa tudi književnost nasploh. No, kot vidimo, je vsak prevod nekaj čisto novega in zahteva svoj pristop, ravno v tem pa prevajalka vidi privlačnost svojega poklica. Vprašali smo jo tudi, kakšne so po njenem mnenju dobre lastnosti književnega prevajalca. No, dober književni prevajalec mora biti v prvi vrsti pozoren in pa radoveden bralec, seveda pa je pomembno tudi, da zares obvlada tako izvirni kot tudi ciljni jezik. Bistveno se ji zdi to, da zna v besedilu slediti različnim plastem literarnega dela, da ima posluh za avtorjeve slogovne posebnosti, razvozlavanje retoričnih figur, da je natančen, da ima tudi glasbeni posluh, občutek za melodičnost, zvočnost besed in pa ritem. Ko sva prevajalko vprašali po nasvetih za mlade prevajalce, ki so na začetku svoje poti, je kot najpomembnejšo lastnost za njih izpostavila vztrajnost, saj si le z njo književni prevajalec slej ko prej najde urednika, če do njega že ne stopi kar sam, seveda z dobrimi in pa že pripravljenimi predlogi. Po njenem mnenju mora mladi prevajalec veliko brati in se razgledovati po književnosti, ki ga zanima, predvsem pa je pomembno, da se za poklic odloči pri polni zavesti, saj ima tovrstno prevajanje, tako kot vsak poklic, svoje prednosti in slabosti. Pravi, da v književnem prevajanju honorarji niso pretirano visoki, da včasih niso redno izplačani, kdaj je dela preveč, včasih premalo, je pa predvsem delo na svobodi. Nikoli tudi ne smemo pozabiti, da je to poklic kot vsak drug, torej z vsemi obveznostmi in pravicami, ki so opredeljeni v pogodbah, zato je za mladega prevajalca predvsem pomembno, da ve, da je treba pred podpisom vsako pogodbo natančno prebrati. Prevajalka je svoj poklic označila tudi za precej samotarskega. Komunikacija z založbo, urednikom in pa lektorjem danes poteka predvsem po elektronski poti in razen na kakšnih javnih predstavitvah ali festivalih sodelavce le še redko vidiš v živo. Do konstruktivnega dialoga med prevajalci pride na primer na delavnicah, tako za književne kot tudi vse ostale prevajalce pa obstaja več forumov ali skupin, na katere se prevajalec lahko obrne, če potrebuje pomoč, kot je na primer skupina Prevajalci na pomoč na družabnem omrežju Facebook. Prevajalka se sama še vedno največkrat posvetuje s tujimi prijatelji jezikoslovci, ki so matični govorci, ima pa tudi veliko tujih kolegov, s katerimi se srečuje v prevajalskih hišah in na seminarjih v tujini. Prevajalec seveda komunicira tudi s strokovnjaki za različna področja, na katera naletiš v posameznem romanu in tako lahko za pomoč kdaj prosiš botanike, sabljače, pa tudi gasilce. Toda prevajalsko delo ostaja samotno, na koncu prevajalec roman vedno prevede sam, zato je dobro, če človek, ki se za ta poklic odloči, samoto in samostojnim delom nima večjih težav. Za mladega prevajalca pa je zagotovo izjemno pomembno tudi članstvo v prevajalskih društvih, čeprav so za vstop vedno potrebni določeni pogoji. Kot pravi sama, Društvo slovenskih književnih prevajalcev pozorno spremlja, kaj se dogaja na trgu, kakšne posledice imajo širše družbene spremembe na njihovo delo in pa vedno bolj prihaja v ospredje problematika prevajalcev v svobodnem poklicu in vprašanje, kako sistemsko urediti prevajalski status. Njihovo društvo organizira seminarje, kamor se lahko vključijo tudi mlajši prevajalci, kjer lahko spremljajo delo in smernice Javne agencije za knjigo in Ministrstva za kulturo, trudijo se za večjo prepoznavnost poklica in pa pravičnejše pogodbe z založniki. Prevajalka meni, da v društvu še dolgo ne bo zmanjkalo energije, da se bodo sčasoma uredili tudi najbolj pereči problemi, ki spremljajo to delo, in pa vsekakor je dobro, da so s prizadevanji društva seznanjeni mladi prevajalci. Kot je kolegica Eva že omenila, nama je intervju zares podal dober pogled v tipičen del književnega prevajalca
in glede na to, da osebno na tem področju še nimava veliko izkušenj, nama je res podal dober pogled v to, kaj pričakovati, če se odločiva za tovrstno pot. Sledi pa predstavitev konferenčnega tolmača. Pozdravljeni. Konferenčni tolmači so ljudje, ki ustno prevajajo govorjeno besedo v realnem času. Pri tem uporabljajo eno od dveh tehnik. Konsekutivno, kjer tolmač stoji ob govorniku in za njim tolmači po sklopih, ko je ta prenehal govoriti in uporablja posebno tehniko zapisovanja, ali simultano, kjer tolmač sedi v prevajalski kabini in z nekaj sekundnim zaostankom tolmači že med govorom. Včasih tolmač sedi poleg govornika in mu šepeta v uho, kar se imenuje šepetana tehnika. Konferenčni tolmači delo opravljajo na visoki politični, diplomatski ali znanstveni ravni, predvsem na kongresih, mednarodnih srečanjih in simpozijih, na akademskih in znanstvenih konferencah, seminarjih ter na uradnih obiskih najvišje ravni, kot so multilateralna in bilateralna srečanja. Intervju sem opravila z Nado Prodan, ki je predstavila svojo poklicno pot konferenčne tolmačke za francoščino, italijanščino, španščino, portugalščino, angleščino in hrvaščino ter sodne tolmačke za francoščino in italijanščino. Sledi predstavitev poklica sodne tolmačke in sodnega tolmača. Hvala za besedo. Sodno tolmačenje je oblika prevajanja in ali tolmačenja, ki ga izvaja sodno zapriseženi tolmač. Da to postaneš, je treba opraviti izpit za sodnega tolmača na Ministrstvu za pravosodje. Pogoj za opravljanje izpita je znanje tujega jezika in slovenščine, univerzitetna izobrazba ter najmanj 6 let delovnih izkušenj. Preizkus je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del preizkusa zajema prevod pravnih besedil ali listin iz tujega jezika v slovenski jezik in obratno, torej iz slovenščine v tuji jezik. Ustni del pa je sestavljen iz zagovora pisnega dela in preverjanja znanja ustreznega jezika, kot tudi pravnega znanja, ki zajema poznavanje temeljev ustavne ureditve Republike Slovenije, delovanja pravosodja, sodnih postopkov, prava Evropske unije in tako dalje. Tiste, ki uspešno opravijo preizkus, minister za pravosodje imenuje za sodne tolmače. Njihovi podatki, kot so ime, naslov, delodajalec in jezikovna kombinacija, pa se vpišejo v imenik sodnih tolmačev. Vsak nato dobi izkaznico in lastno štampilko, s katero overi svoje prevode. Sodni tolmači so imenovani za nedoločen čas, morajo pa vsakih 5 let predložiti dokazilo o strokovnem izpopolnjevanju oziroma izobraževanju, ki ga organizira pristojni državni organ ali druga strokovna institucija. Kaj se torej zajema delo sodnega tolmača? Naloge in pravice ter dolžnosti sodnih tolmačev so opredeljene v Zakonu o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Čeprav ime nakazuje, da gre tu predvsem za prevajanje govora, to ni čisto res. Sodni tolmač tolmači, se pravi ustno prevaja govorjeno besedo, na primer na sodnih obravnavah, narokih in drugih postopkih, pri čemer je treba upoštevati, da se načeloma prevaja v obe smeri. Delo sodnega tolmača pa ni le tolmačenje, temveč tudi pisno prevajanje javnih in zasebnih listin, kot so spričevala, diplome, notarski zapisi, ročni in poročni listi, izpisi sodnega registra in tako dalje. V resnici sodni tolmači več prevajajo, kot pa tolmačijo. Rezultat vsega tega je sodni prevod, ki je sestavljen iz besedila v izvirniku in prevoda v ciljnem jeziku. Dokumenta sta povezana z vrvico in opremljena z žigom sodnega tolmača, ki zagotavlja, da je prevod natančen in ustrezen oziroma da se vsebinsko popolnoma ujema z izvirnikom. Sodni tolmač k izvirniku in prevodu vedno priloži tudi svojo opisno izjavo o ustreznosti prevoda oziroma tako imenovani apostil. Za vsak sodni prevod je treba voditi evidenco, za koga se opravlja prevod, koliko strani obsega, za katero jezikovno kombinacijo gre, kaj vsebina prevoda in tako dalje. Sodni tolmač za svoje delo tudi kazensko in odškodninsko odgovarja. Za vse, ki bi vas to delo zanimalo, naj opozorim, da je to delo zelo natančno, da sodno prevajanje zahteva več časa, se mora prevod tudi oblikovno ustrezati izvirniku, besedilo je treba še dodatno preverjati, pa tudi sodno tolmačenje na sodiščih zahteva natančnost in odgovornost. Treba se pozanimati glede predmeta obravnave in se ustrezno pripraviti.
S tem zaključujem kratko predstavitev poklica sodnega tolmača. Za več informacij se lahko preberete intervju z Magdo Zagoden-Plabič, prevajalko in sodno tolmačko pri sektorju za prevajanje Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije. Sledi pa predstavitev poklica prevajalca za sinhronizacijo. Lepo pozdravljeni, predstavila bom prevajalko za sinhronizacijo Vesno Žagar. Za sinhronizacijo sem se odločila, ker me že od nekdaj zanima, kakšen je postopek, in sem se odločila, da se malo bolj poglobim preko intervjuja, ker smo pravzaprav nekako vsi odraščali z sinhroniziranimi risankami. Vesna Žagar pravi, da se je v prevajalske vode zašla čisto po naključju. Prevajalstvo je bilo zanjo sanjsko delo, odkar je ugotovila, da ima žilico za jezike. Najprej se je podala v novinarstvo in med delom v kulturni redakciji RTV je pod roke prišla videokaseta Lawrence Arabski, ki je jo spremljal zelo slab prevod, in tako se je odločila, da bo prevod popravila in leta 1992 začela svojo prevajalsko pot. Sinhronizacija jo sprva ni zanimala, ampak ko se je njen lokalni distributer podal v sinhronizacijo, ji nekako ni preostalo nič drugega, kot pa da se nauči. Učila se je na lastnih napakah in tako danes poteka že njeno 16. leto prevajanja za sinhronizacijo. Najpogosteje prevaja celovečerne risanke, med risankami, ki jih je že prevedla, jih je že kar 80. Med najbolj znanimi so tudi nekatere risane serije za televizijo, kot so Mija in jaz, Grozni Gašper, Raziskovalka Dora in mnoge druge. Pri opisu postopka sinhronizacije je povedala, da dobijo videoposnetek in pa skripto in med prevajanjem mora uskladiti dolžino povedanega z izvirnikom, tako da si velikokrat pomaga s štetjem zlogov na prste. Prevod pa gre nato v roke režiserja in igralcev, ki lahko tudi sami kaj spremenijo ali pa prilagodijo. Na to gleda kot na bogatenje njenega prevoda in ne na poseganje v njeno delo. Ko je prevod enkrat posnet, gre v tehnično obdelavo in njeno delo je zaključeno. Ko sem jo vprašala, na katero svoje delo je najbolj ponosna, je rekla, da je to prevod Bikca Ferdinanda, ki je prinesel tudi nagrado. Prav tako pa je ponosna tudi na film Horton, ki je bil eden izmed njenih prvih, saj je vseboval tudi ogromno rim in je tako predstavljal neke vrste izziv. Mladim prevajalcem bi svetovala, da naj si vzamejo en dan in delajo, da vidijo, koliko so dejansko sposobni narediti v normalnem delovnem dnevu in potem pri vsaki ponudbi nekako preračunajo, koliko bi s takim delom zaslužili. Zavedati se pa morajo tudi, da je še toliko stvari, ki jih ne znamo in se jih moramo naučiti in moramo biti nekako odprti, kajti le tako se bomo učili na lastnih napakah in z vsakim prevodom postali boljši. To je bilo z moje strani vse, več si lahko preberete v intervjuju, sedaj pa sledi predstavitev terminologa in leksikografa. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem si za intervju izbrala tematiko, ki ni povezana samo s slovenskim jezikom, temveč tudi z jezikom, ki bi mu morda lahko rekli kar jezik neuradne manjšine v Sloveniji, to je bosanščina. In sicer sem intervjuvala Amro Halilović, ki je prevajalka, leksikografka in terminologinja. Dela predvsem na področju bosanskega in slovenskega jezika, prevaja tako literarna kot strokovna besedila, predvsem z področja islama, in zanima se za priseljence in dvojezičnost v Sloveniji. Obenem je pa tudi avtorica bosansko-slovenskega slovarja, ki predstavlja neke vrste most med slovenskim in bosanskim jezikom. To je prvi in zaenkrat edini bosansko-slovenski slovar, izšel pa je leta 2014. Slovensko-bosanskega slovarja še nimamo. S gospo Halilović sva se pogovarjali o slovarju in izzivih, s katerimi se je srečala pri njegovem nastajanju, kot tudi o možnosti za ustvarjanje del, ki povezuje slovenski in bosanski jezik, predvsem na slovenskem. Vprašam jo tudi o sodelovanju s soavtorjem slovarja, Senahidom Halilovićem, ki predstavlja za bosanščino to, kar je toporišica s slovenščino. To naj je pripeljalo tudi do vprašanja o bosanskem jeziku, o njegovem obstoju in pogosto slišani trditvi, da je tale mit. Pri tem se ozre tudi na slovarje drugih južnoslovanskih jezikov in na to, v kolikšni meri so ji bili v pomoč pri prevajanju slovarja.
Intervju bi se morda zdel zanimiv tudi mladim jezikoslovcem, saj soavtorica slovarja omenja tudi svoje začetke in tiste trenutke, ko nas je večina še nekoliko nesigurnih. Tako da bi k branju tega intervjuja povabila že izkušene in tudi mlade jezikoslovce. Sledi pa predstavitev poklica lektorja ali lektorice. Hvala za besedo. Kot že rečeno, bom predstavila lektorski poklic. Da bi bolj podrobno spoznala razsežnosti lektorske dejavnosti, sem opravila intervju s Kristino M. Pučnik, lektorico slovenskih besedil in jezikovno svetovalko, ki že 5. leto deluje kot predsednica Lektorskega društva Slovenije. Lektoriranje je, če citiram sogovornico, preudarna in izvrstno utemeljena skrb za jezikovno podobo besedil v javnosti. Naloga lektorjev je torej mnogo več kot le popravljati ločila v besedilu. Lektor je usposobljeni in pogosto tudi zadnji bralec besedila pred javno objavo, njegov cilj pa je jezikovna izrazna sredstva urediti glede na vlogo in slog besedila ter tako oblikovati kvalitetno besedilo. Kakovost njegovega dela mora izhajati iz jezikovnega znanja, zmožnosti, spretnosti, prakse in sodelovanja z jezikovnimi strokovnjaki. Kot pravi Kristina M. Pučnik, so nekateri lektorjevi posegi v besedilo nujni, v primeru narobe uporabljenih sklonov in neustrezno postavljenih ali manjkajočih ločil. Popravki na ravni stilistike so odvisni od vrste besedila, o popravkih na ravni terminologije je priporočljiv predhoden dogovor z naročnikom. Ko lektor naleti na tujke, pa mora raziskati, kaj beseda sploh pomeni in ali je primerna za vrsto besedila, v kateri je uporabljena. Navsezadnje je pomembno, da lektor pri svojem delu ostane neopažen, kar pomeni, da je dobro opravil svoje delo. Lektorsko delo je profesionalna storitev. Lektor se mora potem takem znati lotiti kateregakoli besedila ter dovolj poznati območje, da lahko opravi kakovostno delo in naročniku svetuje pri reševanju jezikovnih dilem. Pri tem mu seveda pomagajo tudi razpoložljivi jezikovni viri in orodja. Z obvladovanjem podatkov, pridobljenih z zahtevnejšo uporabo teh tehnologij, mora znati utemeljiti svoje posege v besedilo in za to prevzeti odgovornost. Pri svojem delu se lektor sklicuje tudi na strokovne vire, na primer pravopis, slovarje, korpuse in druge priročnike, ki jih izdaja stroka, torej jezikovni strokovnjaki in jezikoslovci, katerim lektor zaupa in s katerimi sodeluje. Tudi nasploh je zelo pomemben segment lektorjevega dela, mogoče celo izziv, njegova komunikacija z naročnikom, jezikovnimi sodelavci in drugimi poklici vključenimi v proces nastajanja besedila, na primer prevajalci. Sogovornica na tem mestu izpostavi pomembnost vzpostavitve dialoga in profesionalnega sodelovanja. Cilj vseh vpletenih v proces je navsezadnje enak, razumljivo in jezikovno sprejemljivo besedilo. V intervjuju sva se dotaknili tudi percepcije lektorske dejavnosti z vidika splošne javnosti. Po mnenju sogovornice javnost ni dovolj ozaveščena o možnosti lektorja kot usposobljenega bralca. Težave ne nastanejo samo pri nespretni uporabi jezika. Ljudje kot pisci so pogosto premalo pozorni tudi na to, da morajo sporočilo besedila v celoti prenesti ciljnemu bralcu. Prav na tem mestu pa nastopi lektor kot izobražen in objektiven bralec, čigar cilj je poskrbeti za brezhibno jezikovno podobo in vsebino besedila. Naloga lektorja je tudi pomagati uporabnikom jezika pri odločanju med različnimi uresničitvami jezika in jim nuditi oporo pri iskanju odgovorov na jezikovna vprašanja, da se bodo lahko samozavestno odločili med možnostmi ubeseditve. Čeprav lektorski poklic še ni profesionaliziran in je zato tudi slabše reguliran, se lektorji že dalj časa prizadevajo za ureditev svoje dejavnosti in utrditev mesta v družbi. V zadnjem času, po besedah Kristine M. Pučnik, pa se stvari vendarle premikajo v smeri do jasnejše opredelitve jezikovnih poklicev, ki delajo po poklicnih in etičnih standardih. To je z moje strani vse, sedaj pa sledi predstavitev poklica prevajalcev SP. Ja, hvala za besedo. S kolegico Tejo Hadalin sva si za predstavitev jezikovnega poklica izbrali samostojnega podjetnika v prevajalstvu. Za predstavitev tovrstne zaposlitve sva intervjuvala prevajalko Vesno Elikan, ki ima svoj SP in sicer Viole jezikovne storitve. Prevajalko sva izbrali, ker naj jo je ta način zaposlitve zelo zanimal in ker je Vesna Elikan mlada prevajalka, ki je leta 2018 magistrirala na našem oddelku za prevajalstvo. Želeli sva iz prve roke izvedeti, kakšna je pot od študenta pa do samostojnega prevajalca, glede na to, da je samostojno prevajanje danes najpogostejša oblika zaposlitve,
ki pa prevajalcu ponavadi ne zagotavlja finančne varnosti. Mesečno plačilo je odvisno od količine opravljenega dela. Za voljo preživetja in dela so predvsem mladi prevajalci včasih primorani sprejeti kakšno ponudbo, čeprav ta ne nujno odraža opravljenega dela, ki je bil vložen v prevajanje. In prav to je tudi aktualna tema pogovorov med prevajalskimi poklici. Torej, kako zagotoviti, da bo prevajalsko delo dovolj cenjeno, hkrati pa bo omogočalo dostojno življenje tistim, ki ga opravljajo. Bodisi v obliki minimalne tarife, ki bo omogočala pošteno uravnavanje cen storitev in onemogočila posameznikom, da s svojimi nizkimi cenami nižajo vrednost prevajalskih storitev. Veliko se govori tudi o regulaciji poklica, torej o opredelitvi znanja in veščin, ki so potrebni za opravljanje tega poklica in pomembnosti tega se seveda tudi mi, študenti prevajalstva, zavedamo. Kljub temu pa je trenutno realnost drugačna in trg, na katerega se kot prevajalci začetniki vstopamo, nas ne sme presenetiti. Zato se tudi študenti teh težav zavedamo in o njih govorimo. Kaj nas torej čaka, ko zaključimo študijo in se opravimo na samostojno poklicno pot? Čeprav se naši profesorji trudijo, da bi nas čim bolj pripravili na poklicno pot, nas na tej zagotovo čaka še veliko presenečenj in novih spoznanj. Delo samostojnega prevajalca se zagotovo razlikuje od drugih vrst zaposlitve, kot so na primer prevajalci zaposleni v podjetjih in prevajalskih agencijah. Samostojni prevajalec se mora sam uveljaviti na trgu in si zagotoviti delo in naročnike. Eden izmed nasvetov mlade samostojne prevajalke, ki nam ga je zaupala Vesna Pelikan, je tudi čim bolj aktivno mreženje in sodelovanje pri različnih podjetjih že v času študija. To nam omogoča, da spoznamo veliko število ljudi, ki so v našem poslu in na katere se lahko obrnemo za nasvet ali pa se nas nekoč spomnijo na nas in na naš profil ter nas povabijo k sodelovanju. Samostojni prevajalec si delo išče sam, zato je treba samostojno stopiti na trg in pokazati svoje znanje in veščine. Poleg tega je priporočljivo tudi, da si samostojen prevajalec pridobi nekaj stalnih strank, da mu ni treba vsak mesec razmišljati, kje bo dobil nove stranke in si tako zagotovi že nek temeljni prihodek, ki ga med drugim potrebuje tudi za plačevanje stroškov SP-ja. Besedo predajam kolegici Teji Hadalin. Ja, kot je Maša že povedala, v bistvu so tudi to eni izmed razlogov, zaradi katerih morda tudi kakšen mlad prevajalec, ki odvrnejo kakšnega mladega prevajalca od samostojne poklicne poti. Moramo se namreč zavedati, da SP pomeni tudi plačevanje določenih stroškov, ki jih je treba plačevati mesečno, kar moramo upoštevati tudi pri postavljanju svojih tarif. Pred sprejetjem ponudbe je torej priporočljivo pregledati in narediti hitro oceno, koliko časa nam bo prevod vzel in kakšen strošek bo ta predstavljal za naše podjetje. Na podlagi tega pa postaviti potem tarifo, ki bo za prevajalca rentabilna in mu seveda prinesla tudi kaj dobička. To pač pomeni, da prevajalec ne bo delal zastonj. Drugi večji problem za samostojne prevajalce je tudi mogoče dostop do prevajalskih orodij, ki so danes že običajna oziroma kar zahtevana praksa v prevajalskem poklicu. Ta orodja so namreč precej draga in si jih veliko mladih prevajalcev ne more privoščiti. Sicer obstajajo nekatere prosto dostopne različice, ampak se razlikujejo od plačljivih. Tako da moramo na to gledati v bistvu kot na neko naložbo, ki nam bo privarčevala kar nekaj časa in nam omogočila večjo učinkovitost in nenazadnje tudi konsistentnost, saj omogočajo tudi shranjevanje terminov, ustvarjanje terminoloških baz in pomnilnikov prevodov. Tako da se samostojnim prevajalcem splača narediti takšen vložek v podjetje, če to le lahko oziroma če imajo dovolj finančnih sredstev. No, kljub povedanem pa seveda niso vse stvari tako črnoglede in opravljanje poklica samostojnega prevajalca ima veliko prednosti. Poleg tega, da si lahko sam odloči, katere projekte bo izbral, katere bo sprejel, katere zavrnil, kakšne tipe besedila bo v bistvu sploh prevajal, je ena izmed prednosti tudi svoboda z upravljanjem svojega časa. Torej,
prevajalec si sam razporedi delo tako, kot njemu najbolj ustreza, tako da če je prevajalec morda nočna ptica, si lahko delo razporedi tako, da dela po noči. Pri tem se moramo sicer zavedati, da je prevajalec sam odgovoren za kakovost svojega dela, kar sicer ni posebnost samostojnega prevajalca, ampak v bistvu vseh prevajalskih poklicev. Res pa je, da je pri samostojnih prevajalcih na kocki njihov ugled in v bistvu obstoj oziroma preživetje njihovega podjetja. Prevajalka Vesna naju je tudi opozorila na pomembnost sodelovanja z drugimi prevajalci, pri čemer je rekla, da sama odlično sodeluje s kolegi iz stroke in da je precej pomembno, da imamo ljudi, na katere se lahko zanesemo, se morda na njih obrnemo po pomoč ali pa jih priporočimo za delo in storitve, ki jih sami ne opravljamo. Z njo se seveda strinjamo, saj je povezovanje pomemben del, med drugim tudi za izboljšanje razmer na prevajalskem trgu. Saj če smo povezani, smo v bistvu skupaj močnejši in lahko dosežemo več kot pa posameznik sam. Poleg tega pa v bistvu že obstajajo različna društva, v katerih se povezujejo prevajalci z različnih področji, med drugim pa tudi društva za recimo samostojne prevajalce, kot je na primer zadruga Soglasnik. Delo samostojnega prevajalca je torej zelo dinamično in zanimivo, hkrati pa je tudi zelo privlačno za številne mlade, ki se odločajo, kam bodo usmerili svojo kariero po koncu študija. Mislim, da se tudi mi mladi zavedamo, kakšne so trenutne razmere na trgu in da bomo vedno morali naročnikom utemeljevati svoje odločitve, pa naj bodo te prevajalske narave ali pa v zvezi s tarifami. Vendar nas to ne bo odvrnilo od udejstvovanja na prevajalskem področju in se v bistvu že vsi veselimo izzivov, ki nas čakajo na naši novi poklicni poti. Hvala vsem za predstavitve. Ste v predstavitvah našli kaj zanimivega? Ste spoznali kaj novega? So se vam porodila vprašanja? Z veseljem vam bomo odgovorili. Pišite nam na naslov prevajalstvo ff.uni-lj.si. Hvala, ker ste bili z vami. Več informacij lahko najdete tudi na portalu Jezikovni poklici. Noč raziskovalcev pa so poleg Univerze v Ljubljani in Filozofske fakultete omogočili še pri Evropski komisiji iz okvirnega programa Evropske unije za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020. Hvala vsem za pozornost.